Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 40 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pogosto mi očitajo, da sem preveč navdušen nad uspehi slovenskih športnikov. Ampak Slovenija je depresivna, ne verjamete? Poglejte podatke. V hrbet gledamo zgolj Nemčiji. Zato je fino, če se veselimo uspehov naših športnikov, ker to dokazano pomaga proti depresiji. Sedaj pa se lotimo 95. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo je zmerna desnica. Kdo je v Sloveniji zmerna desnica? Kaj je zmerna desnica pri nas, bomo vprašali naša stalna komentatorja. Marka Pavlišiča in Tina Mamiča. Marko, Tino, dobrodošla. Dobro večer. Najprej vprašanje za vaju, kaj vidva sploh pojmujeta kot desno politično stranko, da začnemo čist pri osnovah. Se pravi, kaj bi vidva rekla, da je značilno za desnico, ali pa kaj bi vidva rekla, da je značilno za slovensko desnico, recimo? Zdaj ta, rečemo, enodimenzionalni pogled na politiko, moram priznati, da je meni malenkost tuj, ne. Okay. Namreč zdaj vse stranke nekako razvrstiti na eno črto, pa jih, ne vem, postaviti malo bolj levo, malo bolj desno, je kar težko, ne, ker vseeno, če gledamo neke osebne svoboščine, je odnos strank precej različen, kot če recimo gledamo, kakšno politiko imajo, kakšno ekonomsko politiko imajo in kakšen odnos do recimo ekonomske svobode, ne. Tako da tukaj politična teorija predpostavlja več različnih delitev. Zdaj seveda za potrebe volitev in za razumevanje volivcev je pa tak, rečemo, enodimenzionalni pogled zelo, zelo priročen in v Sloveniji se nekako tukaj nekako uveljavlja teza, da je predvsem v odnosu do polpretekle zgodovine, ne. Se pravi, da so recimo desni bolj tisti, ki nasprotujejo temu, kar smo živeli recimo, ne vem, 50 let nazaj, 60 v času, ko smo bili še v Jugoslaviji, ne. Levica je pa tisti, ki nekako z nostalgijo gledajo na tiste čase, ne. Tako da to je nekako v Sloveniji ta ločnica in nekako tukaj se je uveljavilo, da so recimo SDS, NSI, tudi recimo zdaj Dom, bolj desne stranke, medtem ko recimo SD, Levica, pa rekel SAB, pa morda tudi zdaj Golob, so pa bolj leve stranke, ne. Pač to je nekako trenutno pojmovanje in nič ni narobe s tem, ne, s tem si nekako ljudje pač lažje se pogovarjamo, no. Tino, kaj ti praviš? Kaj bi ti rekel? Jaz skušam gledati skozi evropska merila oziroma svetovna merila, Ja? kjer vemo približno, kaj je levo, kaj je desno. In glede na ta, če rečemo prav evropska merila, je, recimo imamo sredinske stranke, leve in desne, in kar je pri nas desnica, kar rečemo desnica, je dejansko v evropskem merilu sredina in desna sredina. To ni desnica. Ne, ker desničarske stranke so recimo, pri nas bi mogoče lahko pogojno temu rekli recimo Jelinčiča ali pa Brščiča, bi lahko uvrstili v to, torej da gre za desno stranko, medtem ko krščanske demokrate ali pa konservativce, kot so recimo Janševi SDS, to ni desnica, to je desna sredina. Ne, potem na levici, torej levo od sredine, imamo pa, govorimo o levi sredini, dejansko pa mi leve sredine sploh nimamo, zato ker imamo blok strank, v kateri so skrajni levičarji, ki celo zanikajo demokracijo oziroma se borijo proti demokraciji in so v samem svojem bistvu neustavni in nedemokratični. In blok teh strank v bistvu govori eno in isto, čeprav so nianse v pojmovanju. Ampak če so v takem bloku pač skrajneži, potem so vsi skrajneži. Ne, zato po evropskih merilih mi nimamo leve sredine, ker nimamo enih socialdemokratov, imamo v bistvu samo stranke, ki so levo od sredine in ki imajo eno skupno točko, in to je, da oponirajo Janezu Janši, ne. Tako da, ali pa da recimo rečejo, da je NOB, da so svetniki,
in da so domobranci hudiči. Ne? To je v bistvu naše pojmovanje ali pa pojmovanje medijev za levico. Zdaj, omenila sta v bistvu na nek način, no, ti Tino, pa tudi Marko, če sem ga prej prav razumel, pač ta odnos do NOB, oziroma on je bolj gore v odnosu do prejšnje države, pa do prejšnjega sistema, ampak to se mi zdi recimo odnos do NOB, če bi malo pokomentirala, pa recimo odnos do Rimokatoliške cerkve, ne, ker ponavadi je, bi rekel, vsaj v preteklosti to veljalo, so to bile neke ločnice, ne, kjer so se pač različno pozicionirale slovenske stranke. A se vama zdi, da to še danes drži, ali je to šlo mogoče malo v ozadje? Mislim, sej tudi recimo odnos do cerkve je nekako povezan z tem, kar je bilo v prejšnji državi. Ne? Sej v prejšnji državi se vsi spomnimo, da je nekako veljalo, vera je opij za ljudstvo, ne? In to ni bilo, bom rekel, naključno izbrano. Ne? To je bilo z namenom pač izbrano, zato ker je bilo treba temu nekako nasprotovati, ne? In s tem se je krepila, bom rekel, pozicija takratnih na oblasti. Ne? Tako da tudi, bom rekel, ta odnos današnji do cerkve, recimo, je v veliki meri podedovan tudi iz tistega časa. Ne? Pa, bom rekel, jaz lahko o tem mirno govorim, ker v bistvu se nekako ne smatram za vernega, nisem niti krščan, niti ne hodim v cerkev, ne? Ampak se mi vseeno zdi, da ta odnos do cerkve nekako ni nekako pošten in je podedovan iz prejšnjih časov. Ne? Zdaj, desnica naj bi bila bolj, bo neko tako konzervativna, ne, in levica bolj progresivna, če rečemo tako, ne, ampak to ne smemo zdaj razumeti, da je konzervativno slabo, pa progresivno nekaj dobrega, ne. Pač eni ljudje, ne, tudi obratno, ker lahko je obratno tudi slabo, ne. Ja, ampak eni ljudje so enostavno nekako po naravi bolj konzervativni, bolj zadržani proti spremembam, rajš vidijo neko stabilnost, da je vse tako, kot pač poteka, da je čim manj sprememb. Nekateri smo pa bolj podvrženi temu, da, ne vem, radi vidimo, da se kaj dogaja, da se spremeni, probavamo nove stvari. To je pa recimo bolj progresiven del, ampak spet ponavljam, to ne pomeni, eno je slabo, drugo je dobro, čeprav bo neko v prejšnjem sistemu, pa tudi danes, nekateri hočejo to točno tako predstaviti, ampak to je napačen pogled. Ja, jaz mislim, da ima Marko prav, zato ker mi pristajamo na tisto razredno delitev, če rečem, ne? Ki je bila v prejšnjem sistemu pred 30 leti, ko se je svet delilo na pol. Ne? Eno so bili dobri, drugi so bili slabi. Če pa pogledamo po drugih državah, tega ni, ne? Da bi recimo na eni stvari, kot recimo Rimokatoliška cerkev ali pa druga svetovna vojna, da bi na temu razdelil svet in domovino na pol in rekel, eni so levi, drugi so desni. To je zelo preveč preprosto. To je naša posebnost. Ja, in ljudje ne razmišljamo tako. Ne? Mi imamo ogromno recimo potomcev partizanov, ki hodijo v cerkev. Torej, in je teh več kot recimo skrajnih na levi in skrajnih na desni. Tako da tu ne drži in ni prav, da pristajamo na to črno-belo delitev, zato ker svet preprosto ni tak. Svet ni črno-bel, ampak ima celo vrsto odtenkov, vmesnih odtenkov in če pogledamo recimo v zadnjih tednih, ko so bile v Evropskem parlamentu, ne, recimo, ko je umrl ta prvi mož socialistov evropskih, je imel državniški pogreb v cerkvi. To je recimo za naše pojme nepredstavljivo. Ja, pri nas je to neznačilno. In tako nepredstavljivo, da so potem naši mediji to spregledali in o tem niso poročali. Kar je absurd, ne, da recimo eno stvar, ki ti ni všeč, da o tem ne poročaš. In tudi, ko gledamo sedanjo vojno v Ukrajini ali pa nasploh zunanjo politiko, vedno se deli svet na črno in belo, zato so recimo za RTV Slovenija so Izraelci hudiči in Palestinci svetniki, ne? Pa ni res. Lahko pristanemo tudi na tezo, da so recimo Izraelci bolj krivi kot Palestinci, ampak vsekakor gre za neko kombinacijo. Ne? To je taka kolobocija, tak gordijski vozel, posebej recimo izraelsko-palestinski spor, ki traja desetletja. Naši RTV-ovci ga pa spreminjajo oziroma ga tako poenostavijo, kot da bi šlo za stvar, ki jo morajo razumeti otroci v prvem razredu osnovne šole. Mislim, svet definitivno ni črno-bel, ne? Ga pa nekateri želijo, bo rekel, naslikati črno-rdečega, ne?
In tu smo spet pri tej delitvi, ne, se pravi na levo in desno. In ja, marsikomu to dejansko ustreza, ne, ker v bistvu na ta način svet zelo poenostavljeno prikažeš in to marsikomu ustreza, ne. Ja, zdaj, jaz če povem lastno izkušnjo, ko sem bil še aktivno v politiki tam do leta 95, mislim, da recimo je imel, takrat je bilo to kaj, ZLSD, so imeli kongres v Slovenj Gradcu in tam je bila še glavna tema takratnega predsednika v govoru, je bila katoliška cerkev, ne. Se pravi, glavni nasprotnik je bil percipiran kot katoliška cerkev, od tam naprej pa ne, od tam naprej pa Janša, ne. Se pravi, tle je v bistvu Janša je na nek način nadomestil katoliško cerkev, se mi zdi, v tem konfliktu. Tako da ta ni več toliko izražen, da bi zdaj res rekel, da so stranke posebej proti cerkvi. No. Ampak tole me še zanima, zdaj smo nekako razčistili, kaj je po vajenem mnenju desnica, v redu. Kaj pa recimo pol zmerna desnica? Ne? Ta termin se zelo veliko uporablja, a vidva to kaj dasta na to, ali se vam zdi, da je to pač sam nek kvalifikator, ki je tle z nekje prišel, da nima kaj globjega pomena od zadaj? Kaj bi si videli sploh predstavljate potem, da je neka zmerna desnica, se pravi neka zmerna politika, ali kaj je to? Skoraj mislim, da je zmerna desnica napačen izraz, zato ker če govorimo o zmerni desnici, to pomeni, da imamo tudi desnico, ki ni zmerna. Ja. Ne? Ampak mi dejansko desnice, ki ni zmerna, nimamo. Ker recimo raznih fašistoidnih, fašističnih ali skrajno nacionalističnih strank nimamo. Deloma bi lahko rekli za Jelinčiča in potem za kako neparlamentarno stranko. Ampak v parlamentu praktično mi nikoli nismo imeli, razen v prvem sklicu, recimo leta 90 oziroma 92, ko so Jelinčičevi 92 so dobili tistih, mislim, da 10% in 12 poslancev. Tisto je bila ena taka, lahko rečemo, nacionalistična ali pa desna stranka. Je pa tudi razpadla na dve, ne? Ja, zelo hitro. Lap se je vcepil, ja. Tako da to bi bila desnica in recimo lahko rečemo potem trša desnica. Medtem ko za Janšo in pa tudi, če ga ne maramo, ne, Janša je lahko nezmeren v pisanju na twitu, ampak to ne pomeni, da je njegova stranka ali pa njegov politični program, da ni zmeren. Ja, se strinjam, ja. Tudi, če recimo, če pogledamo, nobena vlada doslej ni bila tako socialistična, kot je ta. Nobena vlada ni še tako talala in bila tako dejansko v nekem smislu tudi v nasprotju posebej z gospodarstveniki, s podjetniki in z gospodarstvom, kot je ta. Evo, Tina, Marko, ne bi ošpice dobi, ampak boš moral počakati, se ti opravičujem, Marko, zdrž še teh nekaj minut, si vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo ali kaj je v Sloveniji zmerna desnica. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno Marko Pavlišič in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o tem, kdo ali kaj je zmerna desnica na Slovenskem. Marko, ti si se hotel navezati prej na tisto, kar je Tino rekel, da je v bistvu nobena vlada pred to zdajšnjo Janeza Janše ni vodila tako socialistične politike, oziroma, kot je rekel Tino, ni bila toliko v sporu z gospodarstveniki, z direktorji kot ta. Izvolj. Zdaj Tino je tukaj res dobro ugotovil, ne, da te desni vladi, kot pravimo, da je desna vlada, ne, ampak da v resnici njena ekonomska politika je daleč od neke, recimo, konzervativne politike, bolj smo tukaj soočeni res z bolj socialistično ekonomsko politiko. Ne. Zdaj na srečo so prejšnji teden v parlamentu oziroma ta teden sprejeli to znižanje obdavčitve plač, tako da je vsaj malo, so dali nek mali obliž na ta sloves, ampak zato pa so zdaj spet uvedli recimo regulacijo cen pogonskih goriv, ne, kar spet bi težko razglasili za neko desno politiko. Tako da tukaj je res na tem področju v Sloveniji kar vlada zmeda, ne, oziroma celoten politični prostor slovenski je nekako sploh v ekonomskem pogledu precej prestavljen na levo. Ne. Zdaj je bilo pa prej vprašanje, kaj je to zmerna desna politika. Ne. Morda se moramo prvo vprašati, kaj je sploh zmerna politika. Ne. Zmerna politika je verjetno takšna, ki ljudi ne nervira recimo za svojimi izjavami, ne, ki ohranja neko kulturno raven komuniciranja, spoštljivo,
spoštljivo komuniciranje. In tega v Sloveniji, bi rekel, kar na obeh straneh kar precej manjka. So posamezni politiki, ki se tega držijo, ampak na obeh straneh najdemo pa tudi take, ki to niso. Ne? Tako da jaz mislim, da obstaja tudi kar nekaj nezmernih desnih politikov. Tega je več, ko je recimo tako imenovana desnica v opoziciji, takrat v bistvu so bistveno glasnejši, pa bistveno ostrejši, ampak po drugi strani, ko je pa levica v opoziciji, so pa ravno tako ostri in ravno tako, bo rekel, ne šparajo besed. Ne? Ampak ta besedna zveza zmerna desnica, pa mislim, da imajo tisti, ki jo uporabljajo v mislih nekaj drugega. Ne? Da oni bi v bistvu si želeli impotentno desnico. Ne? Se pravi, bi si želeli desnico, ki da ne dela svoje politike, pa ki enostavno nič ne dela. Ne? Ali pa bo rekel celo, da dela to, kar želi, bo rekel, levi del političnega spektra. Ne? To v bistvu želijo povedati. Ja, mi si želimo pač impotentno desnico. Ne? Ja. Žlahno, kako je že bila tista Kučanova, Tino, žlahna desna stranka. Žlahna konservativna stranka. Žlahna konservativna stranka. Ampak vidiš, Tino, ne, ti si mogoče za koga bil radikalen, ko si rekel, pri nas imamo samo desnico, ne, oziroma desno sredino, nimamo sploh desnice. Ne, zdaj Marko pravi, da še desna sredina je socialistična, a je spravo vprašanje, če sploh kaj imamo. No, lahko nadaljujemo, pa socialne demokrate razglasimo za najbolj konzervativno stranko v Sloveniji. Dobro, ajde, dajmo. Ker enostavno socialni demokrati so garant, da se v Sloveniji ne bo nič spremenilo. Ne? Ja, res je. In iz tega vidika so, bo rekel, najbolj konzervativna, se pravi, desna stranka v Sloveniji. In tudi po bogatstvu. Ne? Oni so najbolj premožna stranka, njihovi direktori so najbogatejši. Najbogatejši Slovenci so povezani z SD-jem in z levičarskimi strankami, ne z desno-sredinskimi. Ja. Zato je zdaj vprašanje, kje je kapital in kje je oblast in kje je tista desnica, ne, če rečemo. Mislim, če dodamo še, da Tanja Fajon res zmerno komunicira, ne, potem mislim, da smo zmerno desnico ravno kar našli. Ja, samo v mednarodnih povezavah se pa ve, kam kdo paše. Ne. Jaz mislim, da samo mi v Sloveniji imamo očitno razšteljene pojme, ne, ker v Evropi je vsem jasno, kam paše recimo SD, pa kam paše SDS, če samo vzamemo te do zdaj največje recimo ali pa najbolj tradicionalne stranke. Ne. Zakaj so pol pri nas doma take razlike glede na pač mednarodne povezave? Ne, saj to noben ne sil, da ne bi kdo mislil od gledalcev, da koga kdo sil tam v Evropi, kam se vključi. Vsak se vključi tja, ko hoče, ne, pač oni ga morajo sprejeti. In pač vemo, SDS je članica pač Evropske ljudske stranke, celo bolj na tem koncu, ki recimo podpira tudi Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana, ne, ki se je govorilo, da bo Fidesz izključen, da bo šel ven, se je tudi govorilo, da mogoče mu bo SDS sledila, medtem ko socialni demokrati Tanja Fajon so člani pač tega, ko si rečejo progresivno zavezništvo SD, ne, se pravi socialistov pa socialnih demokratov. Zakaj po vajenem mnenju so take razlike med recimo mednarodnim ali pa evropskim pozicioniranjem naših strank, pa med tem, kako doma jih percipiramo oziroma kako se doma obnašajo? Ravno zato, ker eno govorijo doma, drugo pa v Bruslju. Če pogledamo, kot sem prej omenil Sassolija, recimo, ne? Torej šef Tanja Fajon je hodil k maši in gotovo ni razumel, kako lahko Tanja Fajon grmi proti cerkvi, ne, proti kristjanom. Pa si ti vprosti, Tino, kdaj slišal Tanja Fajon, da je grmela proti cerkvi? Ja, ni treba, da samo poveš, se lahko retvitaš ali pa imaš tako retoriko. Ne? Tudi ko pogledaš program, ko pogledaš ravnanje celotne stranke SD, težko najdeš človeka, ki bi rekel nekaj zmernega, ne, glede cerkve. Tudi se sam spomnim, ko sem bil na enem, kot novinar, sem poročal z enega shoda, z enega sestanka SD-ja v Izoli. In mi je en član SD-ja, ni vedel, da sem novinar, in me je pogledal in je rekel, je komentiral na to, kar je govoril ne vem kdo od njihovih liderjev, je rekel, premalo smo jih pobili. Ne, zdaj, kaj takega boš težko našel v zmerni stranki. Ne? Ja, res je. Tako da tukaj bi se morali oni vsaj ograditi, ne? Ker ni treba samo, da ti določene stvari poveš, moraš tudi reči, da se z določeno stvarjo ne strinjaš. Tako da glede tega je Tanja Fajon skrajna, ne? Je v bistvu trda levica, to ni zmerna levica. Ok, ampak kako pokomentirate recimo pri SDS-u to dihotomijo, ne, ker pravita oba pač socialistična politika doma,
drugače pa članica Evropske ljudske stranke. No, sicer to je malo hecu povedano, ne, da je najbolj socialistična vlada, zato ker so tudi mnoge druge evropske desno-sredinske vlade se obnašajo tudi precej socialistično. Ampak jaz to pravim zato, ker naša vlada ni izkoristila, da bi pri teh socialističnih ukrepih bila malo manj socialistična, kot je lahko. Ne, ker v 2 letih bi vendarle lahko vsaj malo sprostila gospodarstvo in to birokracijo in to, da bi malce bolj zadihali podjetniki. Ne, tako pa ni praktično nobene razlike. Tisti, ki delamo v gospodarstvu, smo še vedno podplačani in tisti, ki delajo v javnem sektorju, so še vedno preplačani. Ne? In to je razmerje, ki bi ga morali spremeniti zaradi konkurenčnosti gospodarstva, zaradi našega razvoja, ampak na tem področju ta vlada ni naredila skoraj da nič. Nekaj je govorila, ima lepe ideje, ampak narejeno je bilo bistveno oziroma praktično skoraj da nič. Ne? In vedeti pa moramo, da je pri nas recimo v gospodarstvu so plače za kakih 30% nižje od javnega sektorja. Moralo bi pa biti obratno, ker ti si v javnem sektorju, imaš dosmrtno službo, imaš rente, imaš dopuste, imaš regrese. Tisti, ki smo v gospodarstvu, ki delamo na trgu, pa lahko izgubimo službo ali posel čez noč in zato je vsa gospodarstva konkurenčnih oziroma dobrih razvitih držav, je v gospodarstvu so plače bistveno višje kot tam, kjer ti ni treba toliko ustvarjati in biti tako inovativen. Mislim, da evropska politika je še za korak bolj oddaljena od realnosti kot pač državna politika. Ne? Okay. Še bolj v bistvu so v oblakih, še bolj so podvrženi lepim besedam, idejam, pa temu, da v bistvu jim ni treba nič narediti. Ne? In zato ni čist nič nenavadnega, da se slovenske stranke doma govorijo nekaj, pač v Evropi se govori malenkost bolj drugače, malenkost bolj v oblakih. Ne. Je pa razlika med krščanskimi demokrati na evropskem nivoju in socialisti, se pravi, PES na evropskem nivoju, je bistveno manjša ta razlika na evropskem nivoju, kot recimo med SD in SDS v Sloveniji. In to ni v bistvu nič nenavadnega. Bi pa rekel, da še največja razlika med evropskim nivojem in slovenskim nivojem je pa pri članicah ALDE. Ne? ALDE, vsaj takrat, ko sem jaz to malo odbliže spremljal... To so liberalci, sam da povem, če kdo ne ve. Okay. Je njihov evropski program je bil zelo liberalen, so se zavzemali za liberalizacijo na energetskem področju, na marsikaterem področju, kar pa za slovenske članice ALDE ta trenutek v bistvu zelo težko rečemo. Ne? Tako da tukaj je verjetno še največja razlika med evropskim nivojem in slovenskim nivojem. Čeprav v zadnjem času se tudi ALDE na evropskem nivoju precej bolj spustil v neko progresivizem kot kam drugam. Ne? Zdaj, Andraž Zorko, ne, on je pri agenciji Valicon šef za v bistvu te raziskave javnega mnenja glede političnih preferenc, je imel en zanimiv tweet, se mi zdi, v preteklih dneh, namreč govoril o tem, kako izgleda vzpon desnice na Slovenskem. Ne. Upam, da se to vidi. Skratka, veliko stvari je naštel. Na koncu končal je s tem, kar je zdaj najbolj aktualno. Ne. Se pravi, leto 2022 gledamo Jelinčiča na nacionalni televiziji. Ne. Se pravi, to je zadnji dokaz vzpona desnice pri nas. Pa me zdaj zanima, kam vidva uvrščate Zmaga Jelinčiča? Za hip smo se ga dotaknili že v prvem delu oddaje, ampak ne bolj podrobno. Je pač Slovenska nacionalna stranka po vajenem mnenju desna stranka? Zdaj, po tej klasični delitvi slovenski načeloma ne bi smela biti, ne? Ker, kakor vemo, pač Zmago Jelinčič ima nek pozitivni odnos do NOB, ampak vseeno me zanima, kam vidva uvrščate SNS in ali je to res znak vzpona desnice v Sloveniji, če pač predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti nastopa na nacionalni televiziji. Mislim, vseeno je Zmago Jelinčič je predsednik parlamentarne stranke. Drži. In kot tak bo nekako je normalno, da je na televiziji. Tako je normalno, da je na nacionalni televiziji. Ga pa jaz na to levo-desno skalo ne bi dejansko uvrstil nikamor. Ne. Zmago Jelinčič
je klasičen predstavnik populizma, je populist, njemu gre za to, da dobi dovolj glasov, da dobi financiranje, bo rekel, iz javnih sredstev. Če po pomoti potem pride še v parlament, da mora potem za ta denar še nekaj delati, ne, ali pa pač njegovi, da morajo delati, toliko, bo rekel, slabše za njega, on bi bil verjetno zadovoljen, če bi samo denar dobival. In s takim programom, ki dejansko to ni, ne, si po mojem sploh ne zasluži, da ga razvrščamo na skalo političnih strank. Okay. Ja, to se strinjam s tem, ampak po drugi strani pa je treba še eno stvar pogledati. Recimo, ko gledamo skrajno levico in skrajno desnico, se velikokrat stikata. Ne? Ja. Tako je recimo Mussolini je bil najprej marksist, pol je postal fašist. Hitler je imel socialističnost, najprej bil socialistični oziroma je imel nacionalsocialistično stranko. In tu ideje se dejansko pri teh skrajnostih zelo, zelo prepletajo in nekaj podobnega je pri Jelinčiču. Ko pogledamo njegove teze, na eni strani ima skrajne levičarske, na drugi strani pa skrajne desničarske. Zato to ni tako nenavadno, kot se mogoče zdi. Je pa mogoče nenavadno to, da ga volijo recimo Srbi. Ne? Precej Srbov se voli Jelinčiča, ne? Kar je zelo nelogično, ne? Ampak mogoče je povezano tudi s tem Jelinčičevim rusofilstvom in srbofilstvom. Ja, sem te ravno mislil vprašati, če imaš kakšno razlago za ta fenomen. Se ni to samo v Sloveniji, ne? Pogosto se v evropskih državah dogaja, da neke skrajne ali pa nacionalistične stranke, dajmo tako reči, potem tudi med priseljenci recimo pobirajo glasove, kar je nenavadno. A za ta fenomen Jelinčiča imaš ti kakšno razlago? Ti, kaj si rekel zaradi rusofilstva? Še kaj drugega po moje? Zakaj je on tako privlačen recimo za pač potomce priseljencev ali pa državljanov bivših republik, bivše Jugoslavije? Mogoče zaradi tega, ampak če pristanemo na to tezo, ki sicer jo je težko dokazati, ampak je po logiki stvari drži, in sicer, da je Jelinčič in njegova stranka na poziv, to pomeni, da če dovolj denarja vložiš, potem dobiš to in to, da obstaja tudi cenik. Zdaj to je rekel tudi Janez Janša, javno, ne? Ja, prednji je prevzel vlado, ja. Ja, tako da jaz mislim, da... Zdaj, aktualnega cenika ni objavil, zdaj bi ga mogli vprašati, če je zdaj kaj dražje ali cenejše, kot je bilo prej, ja, okej. Tako da, glede tega, jaz mislim, da je čisto možno, da ga potem pač neka manjšina voli in se potem dogovori za določene koncesije. Ja, je pa absolutno Zmago Jelinčič, se mi zdi, precej spreten, ne, na tem slovenskem političnem prostoru. Zdaj, eden izmed teh uporabnikov Twitterja, na tisti prejšnji tweetu Vzpona desnice, se je pridušal, da ni prav, ne, da mediji, ki so blizu SDS-a, recimo dajo prostor Jelinčiču, ne dajo pa prostora domu Bernarda Brščiča, ne, sicer tudi našega kolega, stalnega komentatorja oddaje Faktor. Kako si to video zdaj razlagate? Recimo, bi video pričakovala, da neki mediji, ki so bliže največji vladni stranki, bi dajali tudi prostor Domovinski ligi, pa manj SNS-u, ali se vam zdi normalno, da dajo prostor SNS-u, pa manj Domovinski ligi? No, jaz nisem dovolj blizu, bo rekel, teh krogov, da bi to nekako razumel. Moramo se pa tudi zavedati še ene zadeve, ne, da stranke, ki so si nekako blizu, so si med sabo tudi zelo konkurenčne. Tako da lahko bi v tem iskali razlog, lahko je razlog v kakih čist, bomo rekel, osebnih zamerah glede tega, pa lahko je pa čist kak tretji razlog, ne bi znal presoditi tu. Jaz ne poznam natančno programske sheme in ne spremljam toliko, da bi lahko dobro to obrazložil, ampak po drugi strani pa moramo vedeti, da so parlamentarne stranke, ki so v parlamentu in ki štejejo nekaj, drugo so pa neparlamentarne stranke, ki tudi nimajo velikih izgledov, da bodo kdaj prišle v parlament in zdaj takih ljudi, ki si želijo priti v politiko, pa ne zmorejo, zdaj prav vsakega pa tudi ne moreš spustiti na televizijo, ne, verjetno tudi Aljuš vsakega, ki te pokliče in reče, jaz bi pa zdaj nekaj povedal po televiziji, ga ne spustiš samo zato, ker... Sam jaz sem mogoče slab primer, ker jaz Bernarda spuščam. Tako da, se pravi, po drugi strani pa treba tudi vedeti, da je uredniška politika tista, ki to določa in v vsaki demokratični državi ima vsako uredništvo pravico. Tako da recimo Brščiča bi tudi jaz težko
spustil, recimo, če bi bil urednik televizije, zato ker nočem, da se širi sovražni govor. On pa tu prestopa mejo in se mi zdi, da to ni dobro, da se širi taka sporočila. Ne? Tako da nezmerno desnico smo zdaj pač že našli, ne? Tudi to smo našli. Ja, prej smo rekli, da je ni. Ja. Zdaj, pa je ni še v parlamentu, pa tam še Ja. tja še more prijeti. Ampak, ko si omenil uredniško politiko, Tino, ne? Ti si tudi urednik tednika Domovina in zadnjič sem poslušal nek podcast, mislim, da se reče Klopca za blokom, nekaj tasga, so debatirali v desnih medijih, ne, v Sloveniji in pač v bistvu Domovine sploh niso omenili. Potem so imeli pa neko gradacijo in so govorili o tem, da Nova 24 TV in tako naprej so to neki skrajni desni mediji in tako dalje in tako dalje. Pa me zdaj zanima tvoj pogled. Zdaj pač kar nekaj časa vi tudi že izhajate. Kako ti vidiš danes to medijsko situacijo v Sloveniji? Kako je z mediji? Se je ta slika kaj izboljšala? Je bolj pluralno na medijskem področju, kot je bilo? Ali je še zmerom pač v bistvu neka zelo neuravnoteženo razmerje, kar se medijev tiče na tem spektru desno-levo politično? Stanje je gotovo precej drugačno, kot je bilo pred 4 leti. Kar tudi nakazuje možnosti, da bo na volitvah kaj drugače, zato ker so mediji tisti, ki ustvarjajo te nove obraze, politične stranke nove in jih napihnejo. Tako da z tega stališča vendarle lahko upamo, da bo zaradi teh novih medijev kaj drugače. Zdaj, prav glede umeščenosti, konkretno naš medij, torej portal domovina.je in tednik Domovina, ki ga urejam, recimo ima uredniško politiko, ki podpira predvsem svobodno gospodarstvo in pri tem so določene stranke, ki so bližje kot druge, ampak po drugi strani pa mi dejansko svoje stranke, da bi jo prav imeli, je nimamo, zato ker, kot sem prej rekel, ne, ta vlada je zelo socialistična in nam to dejansko ni všeč. In mi se razlikujemo od drugih medijev, tako levih kot desnih, da imamo svojo avtonomijo, da povemo svoje, tudi če nam bojo rekli, da smo zato, ker smo podprli idejo, da se poviša vse plače, ne, da se dohodnina preuredi in če smo rekli, da je to dobra ideja, ki jo je recimo promovirala Nova Slovenija, s tem nimam problemov. Ne? Tako kot nisem imel problemov, ko sem pohvalil Levico, ko je predlagala, da se nedeljsko delo omeji. Ja, se spomnim. Tako da glede tega imamo mi bistveno manj problemov kot drugi mediji in smo glede tega bistveno bolj avtonomni. Želel bi si več tega povsod. Ja. Marko, ti si pa liberalc, ne? Zdaj upam, da ti nisem užalil s tem, kaj ti to rečem. Ko pa ti imaš kakšno stranko tle, imaš v bistvu medija, po moje, ne vem, če imaš, ok, mogoče boš povedal, ampak kaj ti praviš, ne? Kam bi ta liberalizem? Ne? Zdaj v Sloveniji nekak liberalizem se enači na nek način tudi v bistvu z anti-Janše blokom, pa mogoče celo z bivšim sistemom, ampak tebe si težko predstavljam nekih teh kombinacij. Mislim, zdaj na področju recimo osebnih svoboščin, bo rekel, je tukaj kar nekaj izbire za recimo bolj liberalnejši pogled, ne? Okay. Ki je sicer bolj na levi strani političnega spektra, medtem ko, če pa pogledamo ekonomsko politiko, ekonomsko svobodo, ne, pa tukaj izbire praktično ni, ne? Tako da recimo bolj za ekonomsko liberalna načela, ne, v Sloveniji neke resne politične ponudbe ni, še največ govori o tem recimo NSI, ne, pa tudi moram priznati, da jim gre pa malo težje to v realizacijo, ne. Sej sicer so manjša stranka, pa s tem nimajo pač velike teže, ampak bi pa večkrat pričakovali, da bi več naredila, recimo tudi na tem področju. Zdaj, kot sem že omenil prej, ne, ta zadnjo spremembe pri dohodnini, ne, je korak v pravo smer, je pa v bistvu zelo majhen, ne. Bi si želel nekaj več, bo rekel, nekaj več ponudbe na tem področju, se moramo pa zavedati, da dejansko to zanima relativno malo ljudi, ne. Volitve se dobivajo z čustvi, ne, in zdaj neka ekonomsko-liberalna politika ni nekaj, kar bi naslavljalo, bo rekel, čustva, ne, in zaradi tega je na nek način kar pričakovano, da to ni ključna tema volitev, ne.
Veste, kaj me zanima, kam bi pa vidva recimo uvrstila Povežimo Slovenijo, ne? Se pravi, to je zdaj ta konglomerat, konkretno Zeleni Slovenije, SLS, nova generacija SLS, pa ta novi socialdemokrati, ali kaj so že, Andreja Magajne, pa naša dežela, ne? Se mislim, da je od Aleksandre Pivec. Kam bi pa vidva te dve zdaj uvrstila? Povežimo Slovenijo, pa našo deželo Aleksandre Pivec. Ja, to je težko. Zdaj, čisto konkretno, smo pripravljali brezplačnik Domovina, ki je natisnen že in bo prišel te dni vse slovenske domove. Napovedujemo prihodnost. Ja, in noter smo opisali vse stranke, glavnih 8 strank, ki bojo nastopili na volitvah in ki bodo prišli v parlament ali pa ne. In ko smo recimo programe primerjali in delali kljukce, kdo kaj zagovarja, zato da lahko vsak človek pogleda in konkretno vidi, zakaj se določena stranka zavzema, smo imeli pri POS-u velike probleme, ker so tako raznoliki, ker imajo toliko različnih mnenj, tako da glede tega bo zelo težko. Pri njih je tudi problem, da je vprašanje, kdo bo prišel v parlament. Lahko pride 5 SLS-ovcev ali pa 5 iz konkretnega recimo in lahko pridejo popolnoma drugi. Tako da je tu ena uganka, gotovo, po drugi strani je pa dobro, da se enkrat poveže, da da je neka stranka, ki povezuje levo-desno. Nazadnje je bil tudi Demos tak, tako da z tega stališča bomo morali še počakati, da bomo lahko ocenili, kaj bo prinesel POS. Kaj pa Pivčeva recimo po vajinem mnenju, Marko? Ker naša dežela tu nekako z imenom, ne? Tako, naša dežela z imenom sili definitivno na desno, oziroma po tem splošnem pojmovanju, kaj je desno-levo, sili nekako na desno. Kakšen je njen program, ne vem, in kam bi jo v bistvu potem uvrstil, ne. Tudi iz tega vidika mislim, da je bila ona ministrica za kmetijstvo, se prav spomnim, ali je bila za kaj drugega? Za kmetijstvo, to pol nekako je tudi bolj, rečemo, v ruralno področje naj bi bila bolj uvršča, konzervativna, ampak kot oseba pa ne daje vtisa, da je zelo konzervativna, ne? Tako, ne daje. Tako da, jaz mislim, da za oboje bojo morali se še kar nekaj delati na profiliranju. Če malo žgancev poješ, če nadaljujemo iz naše dežele. In po mojem se bojo poskušali profilirati tako kot nekako tudi vsi ostali novi, da niso ne levi, ne desni, ampak da so srednji, kar pa vprašanje, če je dobra izbira, je pa glede na to, da je celoten slovenski politični prostor kar precej zamaknjen v levo, verjetno je večja verjetnost, da so vseeno levi. Zdaj, da je za čisto za konec, če malo sprovociram, po tem, kar sta danes povedala v oddaji, če bi veljalo to pravilo nomen est omen, bi mogla oba biti za Gibanje Svoboda, ker oni imajo Svobodo že v imenu. Ampak verjetno ime ni vse, tudi pri političnih strankah, No, ampak ravno Svoboda je, ali pa liberalci, jih imamo recimo v Avstriji so svobodnjaki, isto ime so na desnici. Recimo v Nemčiji tudi rahlo, drugod, posebej pa zadnja leta je pa to bolj levica, tako da je to, pač Svoboda je tak zelo raztegljiv pojem, odvisno na kam ga daš, Svoboda je pozitiven pojem, zato ni čudno, da je gospod Golob izbral to ime. Ne pomeni prav veliko o njegovem programu in o njegovih vrednotah, pač to je bil v bistvu bolj marketinški izbor. In tudi, če pogledamo, tudi drugače se kar spretno obrača, ko je zagrozila ta vojna v Ukrajini, se pravi, ko so Rusi napadli Ukrajino, se je pojavilo neke težave okoli morebitnega jedrskega spopada in tako dalje, je takoj med svoje kandidate uvrstil jedrskega strokovnjaka in tako naprej. Tako da gospod Golob se tukaj spretno giblje, vprašanje, če se mu bo to obrestovalo, ni pa to nikakršen izkaz tega, kaj dejansko to njegovo gibanje je. Po drugi strani, če lahko malo Golob, kot te mediji, slovenski mediji in Murgle postavijo na neko tako pozicijo, kot so Goloba, ti si lahko neumen, pameten, ni važno. Lahko si, ne vem, blondinka z končano osnovno šolo in boš dobil skoraj da enak rezultat. Ok,
moramo zaključiti, ampak to ni zadnjič, ko se bomo pogovarjali o teh podobnih temah v naši oddaji. Marko Polišič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil O zmerni desnici, že 702. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali kanabis. Ali je čas za legalizacijo? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.